Živijo, tukaj Valentin. Govoril bom na temo opolnomočenja z verovanjem v Boga. Kako naj bi prišli do življenjske moči s tem, da verujemo v Boga? Kaj je Bog? Kaj predstavlja Bog? Boga definiramo kot neko bitje, ki je močno, ki ima izjemno veliko moč, ki je vsevedno, ki vedno nadzoruje, ve, kaj se povsod dogaja. Skratka, koncept Boga predstavlja koncept moči. Lahko verujemo v Boga ali pa v neka bitja, ki za nas tudi predstavljajo določeno moč ali sposobnost. Lahko verujemo v angele, v polbogove, v nebovzete mojstre, skratka, karkoli za nas predstavlja neko obliko moči ali sposobnosti. In verovanje je akt, z katerimi si predstavljamo, da se povežemo za to osebo, za to entiteto. Ko verujemo v Boga, ko razmišljamo o Bogu, imamo predstavo, da smo se z njim povezali. In s tem, ko ne bi se povezali, smo se ga dotaknili, smo postali del njega in to naj bi to bitje tudi vedelo, se zavedalo in se nam potem zahvalilo s tem, da nam da kot nagrado del svoje moči oziroma sposobnosti. Torej, gre za poizkus opolnomočenja s tem, da se pripnemo na nek vir moči, življenjske moči in modrosti, da iz nje črpamo svojo življenjsko moč, svojo življenjsko silo oziroma energijo. Vendar pa se tukaj nekaj bistvenega spregleda. Če razumemo razlago, da smo vsi božanski otroci, da smo narejeni po Božji podobi, kaj to pravzaprav pomeni? Ali obstaja pravzaprav neka entiteta, neka individualizirana oblika življenja, ki se mu reče Bog, z katerim se lahko pogovarjamo in od katerega lahko črpamo življenjsko energijo ali silo? Kakšen je dokaz, da Bog obstaja? Vidimo lahko, da Bog, koncept Boga, je neka naučena informacija, ki smo jo dobili od drugih preko knjig, preko svetih pisem. Skratka, je naučen koncept. Vprašanje je torej, kako lahko neka oseba živi opolnomočeno življenje, če v celotni svoji življenjski dobi
ni informirana o obstoju Boga. Kako je lahko možno živeti izpolnjeno, srečno, uspešno življenje, brez da bi dobil informacijo o Bogu? Kako lahko odgovorno živijo živali, brez da bi sploh znali brati in se poučiti o obstoju Boga? Vse to so vprašanja, ki človeku lahko dajo misliti. Kaj je pravzaprav opolnomočenje? Kako lahko dobimo svojo moč? In kaj je tisto, kar nam moč jemlje? Ljudje smo večplastna bitja. Smo bitje, ki ima zavedanje, smo bitje, ki ima fizično telo, in smo bitje, ki ima oziroma umsko-zavestni sistem. Je orodje, ki ga lahko uporabljamo za razmišljanje, za domišljanje. V njem lahko ustvarjamo neke predstave. Toda kje je Ali je del fizičnega telesa? Ali je del tega fizičnega sveta? Vidimo lahko, da je neka nefizična pojavnost, je neka paralelna resničnost, je nek svet, ki ga zaznavamo samo mi v sebi. Potem pa obstaja še en svet, ki pa je ta fizični svet. Ta fizični svet je univerzalna fizična realnost, ki si jo delimo z vsemi drugimi živimi bitji. Torej, je naš lasten svet, ki ga lahko doživljamo samo mi sami, fizični svet si pa delimo z vsemi živimi bitji. In karkoli lahko dosežemo na tem svetu, na tem fizičnem svetu, lahko dosežemo samo preko našega fizičnega telesa, z premikanjem našega telesa skozi prostor in čas. Samo fizična dejanja lahko dajo fizične rezultate. Naše telo ima fizične potrebe po hrani, po zavetju, po druženju, po izobraževanju, in vse to lahko dosežemo samo skozi praktična fizična dejanja. Kdaj pa izgubimo sposobnost, da bi dosegali cilje? Takrat, kadar gremo v naš in se v našem predstavljamo, da smo nekaj dosegli. Ampak to, kaj se mi predstavljamo, ko odpremo oči, ko se zopet povrnemo iz domišljije v to fizično realnost, vidimo, da se ta fizična realnost ni prav nič spremenila. Torej, razmišljanje nam da lažen vtis, da smo nekaj dosegli. Toda edino, kar šteje v resnici, je to, kar smo dosegli z našimi fizičnimi dosežki, z premikanjem našega fizičnega telesa. Če torej v upamo, da nas bo nekdo odrešil, ali če mislimo, če molimo k neki osebi v našem ki mu lahko rečemo Bog, ali angel, ali višji jaz, ali zavetnik, ali kakorkoli, s tem se nam dozdeva, da smo nekaj naredili, v bistvu pa nismo naredili ničesar. Pomembno se je torej zavedati, da moč za to, da nekaj na tem svetu ustvarimo, si lahko samo vzamemo sami, s tem, da samega sebe premikamo, da premikamo naše fizično telo
in izvajamo praktična fizična dejanja. V trenutku, ko iščemo moč izven sebe, ko čakamo, da nam bo moč dal nekdo drug, takrat smo v bistvu zapustili svojo lastno odgovornost do tega, da smo enakovredna oseba, ki soustvarja razmerje na tem svetu. Zato vas vabim, da te stvari, ta dejstva ozaveščate, da čim manj upate, čakate na neko osebo izven sebe, da vam bo nekaj dala, da vam bo prinesla stvari ali sposobnosti ali zdravje, ampak da se povežete z vašim fizičnim telesom, da se zavedate svojega dihanja, da se čim bolj osvobajate od vpliva uma in da si naredite načrt, kaj želite doseči v življenju, naredite akcijski plan, uresničevanje tega načrta, kako boste korak za korakom fizično, praktično prišli do tega svojega cilja. Za podporo glede tega vam priporočam tudi brezplačni uvodni spletni tečaj, imenovan Deep Light. Povezavo do njega pa najdete v opisu tega videoposnetka. Hvala za pozornost in nasvidenje!